A imaš mogoče to za igre? A 5? Ali 1? Ne vem, 1, 5, 3, ne vem, če si kdaj razmišljal o tem. Ja, mislim, seveda se razmišljam, ampak a je zdaj najljubših tudi najboljših, ne? Najboljših zate so tvoje najljubše, tako jaz gledam. Ok, pa je zate to, ne? Ne, zate, tvoje. Tako, ja. Tvoje, ne. Ja, mislim, to so že serije pola, veš, ne? Ker pol, pa tudi ni nujno, da je zdaj ta zadnja najboljša, ne? Ja, franšize, ampak lepše reči nizi serije, recimo, ne? Ta franchise je tako dvomen, tribumen izraz, ne? A veš, ampak recimo, če greš po serijah, valjda, ne? Veš, pa prestaneš po Zeldi, prestaneš, ne? Pa Dark Souls prestaneš, ne? Pa Street Fighter prestaneš. Ne, 3 japonske, fajn. Veš, ne, ultra geek, ja, veš, ne, uro, pa ne vem, veš, to so že 3 une, kar rečeš, to so ti res no pa Mario, ne. Na tek način te je definirala, ne, ker so tako dobro narejene, ne, da te tudi, da ti da okus, kaj je dobro, ne, a veš. Pa spremenijo industrijo, ne, vse te, ki si opisal, se pravi, Zelda, Dark Souls, oziroma lahko rečemo Dark Souls bolj Souls franšiza, ali lahko tako rečeva. Se pravi, serija. Ja. Serija definira Souls-like, ne? Ki so seveda evolucija tega. Ampak nima veze, ne? Pač vse to, ne? Bloodborne, vse kar pa. Ja, in pač so vsi ostali, ne? Ampak že samo to, že vidiš, kako je Dark Souls, recimo, že samo s tem elementom, da prideš do nekje, kjer je nadzorna točka, se pravi kres, ne? In imaš odločitev, ali boš tam se obnovil, pa če boš level upu, ali boš... Ne, da se boš odpočil, se ti bo energija povrnila, ampak ne, to boš plačal s tem, da bojo vsi sovražniki živeli. Ali pač ne, a boš rinil naprej, ne, dokot bo šlo, ne vemo, ne? Ampak vsi sovražniki ne bojo se obnovili, se pravi, da boš pač lahko šel nazaj, pa poiskal predmete, pa šel naprej. Pa velika posledica za smrt, ne? Se pravi, smrt ima res bolečo komponento. Ja. Ker zgubiš vse za nazaj lahko, ne? Ja. Ampak dizajnersko gledano, ne, je bila samo ta odločitev, že samo ta odločitev je kar definirala veliko iger, ko se je pol, vidim ta moment iz Dark Souls, kako ga povzemajo, tam res ogromno iger, pa niso Souls-like v bistvu, pa kar vzamejo, to je cool, ne. Tudi zato, ker so njihovi oblikovalci, ljudje, ki so to delali, so to igrali, ne, in se jim je zapisalo tukile, ne. A veš, tudi mogoče ne hoteti pol to, ja, veš, kaj razmišljaš, ne, kako zdaj te ta igro naredil, ne. Kaj je possible, ja. Kaj je v bistvu možno narediti, da bo delovalo. A je to zdaj kader od Kurosave, ne, kako je zdaj Spielberg delal kadre, veš, to, ne, kako je ne, in to nekako vpliva na te, potem ti to povzemaš in zmutiraš v neko novo formo, ki je lahko dobra ali ni, najpogosteje seveda ni, ne, rečeš, moj bog, ne, čez 10 let, ko jaz nisem to mislil, ampak še vseeno, ne, je vplivala na te, ne. In se strinjam, te serije so zelo, zelo vplivale na svet iger in tudi, če so japonske, ne, so mnogo čem definirale veliko zahodnjaških dizajnerjev, ne, ki, a veš, pa ni več to toliko japonsko, ne, ampak je svetovno, ne. Ja, kaj sva, recimo jaz Street Fighter sem igral na avtomatih kot mulca, ne, s temi žetončki, ampak nikoli nisem tako zares padel noter. Zelda, ne, pa sploh nikoli, ne. In to je ful mi je zanimivo, ne, ker zdaj ta zadnja opevana... Ker si imel računalnik, nisi imel konzole, ja. Ne. To je sigurno res. Ja. Sem pa zdaj Switch sem si kupil Nintendo, samo zaradi Zelda Breath of the Wild. Ja. Sem začel in nisem padel noter, ne. In moram dati mogoče sej problem teh iger, ne, pa polka odrasel rataš, ne, enostavno zahtevajo toliko časa, ne. Sploh, kaj sva rekla, Dark Souls ali pa Zelda, ne, to je 100 ur, ne, to je 100 ur si v tej igri, ne, in zadnjič sem v bistvu igral Call of Duty Modern Warfare, ne dvojka zdaj, kaj je prišla, ampak prejšnji reboot, in mi je bilo všeč, ker sem bil v 6 urah konc. Ja, vale. V bistvu dal sem možgane na off. Še tutorial nisi naredil, ne, v 6 urah in nič, ne. Ne. Ja, nisi se navadil sistemu, ne, tam v bistvu nikaj do sistemu, point and shoot v bistvu je to. Ja, pa... Tukaj je pa ogromno enih stvari, ki se eno v drugo steka, in to moraš v bistvu vse v glavi imeti, ne samo naučiti, v glavi moraš imeti, držati.
Ja. Ne, in če ti greš na eno drugo igro, ali pa še eno drugo igro, te to prekrije, ne, in potem prejš nazaj in ne veš, kaj sploh počel, kaj so to za neki predmeti, šefi. Ne. In to moraš biti notri in to je težko z vsakdanjem življenjem skombinirati. Ne. Ja, toliko je informacij, ne, sploh v Elden Ring sem pa padel, konkretno. Vse to je zelo Zelda inspired, ne, si videl. Ne. Ja. Če si Zelda igral, boš rekel to, ne. Ne. Zelda plus Castlevania, ker Dark Souls je v bistvu... Pa zelo resen ton. Tako, pač ton je drugačen, ampak dizajn je tak, ne. Zelo, zelo Zeldasti, ne. Ja, in količina informacij, to, kar si rekel, ker jih moraš ti imeti noter, ne. In v prstih. Ja, pa sploh ta Soul serija, ne, ki ti v bistvu ne gajdate za roko nikakor, ne. Ja, kakšen, veš, recimo enkrat te ne, dvojkrat te že malo, bolj trojkrat te kar dost, Elden Ring te pa spet ne. Recimo ne. Bloodborne pa tam nekje, itak te ubije na vsakem koraku, ko ima šanco. Noro, mislim, nore izkušnje, kolikrat sem, Bloodborne je bil sploh poseben. Je bil fajn, ne? Mislim, fajn, sploh ne vem, kako bi to izkušnjo opisal. Ja, ne moreš se skrivati z zaščitom, ne. Ampak life je to, ne. Mislim, Bloodborne je tako zelo grozljiv ton, zelo si mejhen, šibek, grožnje so povsod, zdi se ti impossible narediti en challenge. Ampak moraš biti pa agresiven, v tem je fora. Dark Souls je isto, ampak s tem, da imaš, lahko si defenziven, ne, če hočeš biti. Bloodborne ne moreš biti, v tem je fora. Ne. Ti si mejhen, beden, ne, Lovecraftian gods, ne, te hočejo biti, ti moraš biti pa agresiven, ne, če hočeš kaj narediti. Pa ustrajen, ne, to so pa vseh Souls, ne. In jaz mislim, tukaj ni bilo toliko zabavno, ampak koliko se ti naučiš o življenju samem, ne. Včasih je grozljivo, včasih velikrat, to je peko, ne, v bistvu peko zelo dobro ponazarja, oziroma v tem primeru neko tako nightmare, se pravi neke take sanje, grozljive, ne, iz katerih ne vidiš mora. Se Bloodborne je dejansko je mora. Se vidiš pol, da ti se zbudi, ko mreš se zbudi. Da ne bomo kaj spoilali, ne. Samo vidiš pol, da je dejansko mora, tudi fizično amigdala, ne, je mora, ne. Pač, ne. Ogromno je stvari. Strah je tam, ne. Ja, pa postane še slabš. Pol šele, ko se zbudiš, ne, če se je opazil, potem postane šele grozljivo. Ne. Pol, ne, po razkritju. No, ampak to, ne, kako te uči igra v bistvu te vztrajnosti. Ko je najtežje, ti v bistvu vsem vztrajaš in bolj premagaš nek challenge, s katerim si se ukvarjal, mogoče 6 ur, mogoče en teden, in prideš čez, lahko z vztrajnostjo. Ne. Če je v tebi to. Lahko odnehaš, ne? Lahko odnehaš, jaz sem velikrat vmes. Ja, sem pa nekako, a priješ nazaj, a ne prideš nazaj, rečeš, kaj se s tem zabava brigam, ampak, to bi naredil. Se spomnim, kako sem hodil nazaj, ne. Še posebej veš, ko moraš opis narediti, ne. Opis? Ja, opis Bloodborne moraš narediti, recimo, ne. Aha, pomeni, recenzijo. Ja, seveda, recenzijo, opis, ne, se pravi, si na ura tik-taka, ne. Ne morem si jaz prbošiti za to, da me je za 2 tedna šel, pa prišel nazaj. Ne, danes, ne. Veš, to je pa še dodaten pritisk. Shit. Mogoče ti to celo malo pomaga, da ne odnehaš, ne. Ker veš, da moraš. Ja, tako je. Ljudje čakajo, samo včasih greš še uno, a boš sunčal iPad v grizu, ga boš vrgal skozi okno, a boš monitor, ali ko boš razbal, ne. Potem pa, če ne boš, pa če daš pa pauzo, pa greš ven, pa vdihneš, ne, in priješ nazaj. Zelo težke igre, ne, jaz bi jih dal čisto drugo kategorijo, ne, ker, kdo si rekel zabavno, ne bi temu rekel zabavno. Kaj je zdaj zabavno, ne? A veš, to je tako široka definicija, kaj je zdaj zabavno. Recimo, meni nikdar bilo zabavno grozljiv gledati, ne, eni pa so najbolj mirni ljudje, pa fajn na svetu, pa same une, ta hujše Hellraiserje, to je zgledam za zabavo. Kakšna zabava človek. Zelo subjektivno. Zelo subjektivno, kaj je zdaj zabavno. Ne? Ampak recimo, da če razložiš v recenziji, kaj je zabavno, ne? Potem lahko na to navežeš, ali je ta igra zabavna. Ne? In, če dam zdaj Bloodborne 10, ne, pa Elden Ringu, pa povem, ne, da zabava je v tem, da v bistvu ni zabaven, ne? Potem je v redu. Ne? Če pa veš, po moje izkušnja, ne? Jaz bi ocenjeval izkušnjo, a ne? Se pravi, koliko impactful
je bila izkušnja konzumiranja tega medija oziroma tega izdelka. Ne. Ja, sem lahko te tudi ubije takoj, kaj je ful grozen, pa rečeš, ful dobro, samo v bistvu nisem imel kaj tega. To je zelo tako, veš. Ne. Ja, in slaba, oni tisti, ki odnehajo, je izkušnja verjetno slaba. Ne. Mislim, ni nujno, ne. Lahko si ti igral recimo 3 ure in ti bojo zavedno ostalo v spominu. Ne. Ja, to je tudi res. Ja. Ne vem. Koliko pa si ocenil? A Bloodborne? Ja. To je bilo še Joker, 90 nekaj. 90 od 100. Ja. Okay. Smo imeli še skalo, ki je vključevala tudi dodatne številke razne 1, 2, 3, 4 in tako do 90. Ne.